Drage kolegice, dragi kolegi, dobrodošli na Slovanskem večeru. Oddelek za slavistiko, ki pokriva celotno področje slovanskih jezikov in literatur, je tisto, ki nas povezuje in ljubezen do jezikov, ljubezen do literatur bo danes odzvenela. Če se čez leto srečujemo na hodnikih, v predavalnicah, na Aškerčevi, na Tobačni, pa ponovadi spomladi se začenjajo naše skupne prireditve. Letos je bila to Istra, letos bo to poletna šola slovanskih jezikov, letos bo to noč raziskovalcev. No, nocoj pa je to slovanski večer, ki bo odzvenel na temo Ljubezen je ljubezen je ljubezen. V različnih slovanskih jezikih, od češčine, ruščine, bolgarščine, makedonščine, slovaščine, poljščine, bosanščine, hrvaščine in srbščine, boste slišali, kako se sliši, diši, kakšnega okusa ima ljubezen. In če smo se danes tukaj zbrali na zaključku Liberaka, ob zaključku semestra, naj odzveni torej ljubezen v slovanskih jezikih, sicer pa ostanite z nami kakšno urico in pol programa, kajti najslajše pride na koncu. Za dramaturgijo in organizacijo skrbi Đurđa Strsoglavec, sicer pa naj se zastor dvigne. Dober dan. Velecenjeno občinstvo, tehnologija oziroma tisto, kar je njen razvoj sploh omogočilo, torej elektrika, je bila že davno pred izumom pametnih telefonov zelo pomembna tudi v okviru ljubezenskih igric. Ja, te so se šokantno razvijale tudi brez Tindra, Grindra ali drugih aplikacij in socialnih omrežij. Te omogočajo namreč danes lociranje naše nove druge ali pa pete, boljše ali pa slabše polovice. Študentje češčine smo se na primer vrnili v čas, ko se je začela električna razsvetljava gledališč. Takrat se je namreč pogosto dogajalo, da je med igro v gledališču zmanjkalo elektrike, kar je igralce v gledališču postavilo v precej komično situacijo. A zdaj nadaljujemo ali počakamo? Samooklicani češki genij Jara Cimerman je tuhtal, kako zagato rešiti. Srečno naključje je poskrbelo za to, da je kmalu izvedel, kako znani češki inženir elektrotehnike in podjetnik František Žižek izum elektrike izkorišča za pretkane ljubezenske igrice. Pikantno zgodbo je takoj pretvoril v gledališki vložek, ki se je igral v popolni temi. Čeprav je Jara Cimerman največji genij, kar jih je kadarkoli hodilo po zemlji, teme sredi belega dne tudi on ni znal narediti. Da kljub temu poskrbimo za pristen gledališki učinek, bomo naše gledalce nekoliko zakrili pred vami, za pomoč pa prosimo tudi vas, velecenjeno občinstvo, da bo gledališki užitek res popoln, vas vabimo, da za nekaj minut zaprete oči, si jih zavežete, prekrijete ali pa celo malce zakinkate, a kljub temu prisluhnete tej fatalni češki ljubezenski zgodbice. Lahko tudi goljufate in imate oči odprte, ampak v tem primeru bo ta predstava za vas kot vsaka druga in ne kot pravi gledališki biser, kakršen je. Žena, te ne moti, da odhajam z doma in te puščam sama v našem stanovanju, ki je hkrati tudi krojaška delavnica? Ne moti me. Vem, da kot krojaš moraš z doma k svojim strankam, če pa pri nas tako pogosto zmanjka elektrike in ne vidiš delati.
Torej z Bogom, žena. Z Bogom, mož. Pa ne loputaj z vrati, da ne zbudiš detka, ki spi v sosednji sobi. Končno je odšel. Sem se že bala, da ne bo. Kmalu namreč pride moj ljubček, František Križik, je lastnik elektrarne in poskrbi za kratki stik vsakič, ko hoče vas spraviti moža iz hiše. Si ti ljubček? Kar naprej, zrak je čist. Končno te držim v svojih rokah. Kakšne čvrste boke imaš. To je krojaška lutka, František. Oprosti, in zdaj? Si to ti? Dej no, František. Sem te že prepoznal. Če bi bila krojaška lutka, bi bila veliko bolj lesena. Kje si, František? Tukaj, ljubica, te smem poljubiti. Poljubi me, František. Se mi samo zdi, ali imaš v ustih fajfo. Dedek, vi ste tukaj? Ja, iščem svečo. Kdo je to tukaj s tabo, da me kar naprej oblizuje? To je Venovš, moj mož in tvoj sin. Bejž spat, bom že jaz našla svečo. No, pa grem spat. Lahko noč. Končno sama, draga. Celo življenje bi rad takole klečal pred tabo. Kleči, František, kleči. Poslušaj, snaha, vrnil sem se. Ta glas se mi nekako ne zdi pravi. Si to res ti, Venovš? Kje si? Aha, tukaj. Kako to, da si tako majhen? Dedek, Venovš je pravkar odšel. Tole je sosedov mali Mirek. Njegovi mami je spet zmanjkalo sladkorja. Zakaj pa rabi toliko sladkorja? Saj si vsak dan tu. Kdo je? Dober večer, sem sosedov mali Mirek. Mamici je spet zmanjkalo sladkorja. A sem nora ali kaj? Rekla si, da je ta tukaj, ki ga držim za lase, sosedov mali Mirek. Sosedovi imajo 2 fantka. In oba sta Mirka? Ja, imajo 2 mala Mirka. Vi si pa res nič več ne zamirkate, dedek. Enega Mirka sem si zamirkal. Kdo je? Dober večer, sem vaša soseda. Je naš Mirek tukaj? Tu sta oba vaša Mirka. Oba? Ampak jaz imam samo enega Mirka. Vidi, snaha, soseda je mlajša, pa si tudi enega ni zamirkala. Kako sem vesel, da nisem odšel k svojim strankam, da sem se samo pretvarjal, da grem. Madonna, mož, ti si bil ves čas tukaj. Ja, in končno sem izvedel, zakaj nam tako pogosto izklapljajo elektriko. Pridi sem, Križik. Tukaj klečiš. Jaz sem Mirek. Oprosti, Mirek, torej je tole Križik. Jaz sem tudi Mirek. Ne nakladaj, samo en Mirek je. Ta drugi se hodi samo sladkat sem. Križik, zapomni si, če še enkrat izklopiš elektriko. Obljubljam, da ne bom več mojster. S kratkimi stiki sem danes zavedno zaključil. Naslednja točka je bolgarska. Poiščite si v programu, poimenovala sta ga Ljubezen in tole Bobrovo družino, da lahko spremljate besedilo. Dimitar Kenarov, Bobr, Kastor Fiber. V Kršti beše vir. Pregrade sa srčki, kal. Mama i tatko go pregradiha, podsaznatelno povaliha stari želanja. Zastoporiha движението на водата, докато целият пейзаж не потъна. Нарекоха го любов и го гледаха с навлаждени очи. Птица беше свила гнездо на осакатен пън. Доволни решиха да ме родят и да ме нарекат Кастор. Име, което, вярваха, ще спре сълзите, ще предпази бобровата ми мас от разливане. Zdaj sledi makedonska pesem o zaljubljenem flamingu. Vladimir Lukaš, te sakam. Ima jedan flamingo što rolšu i vozi.
a zadnje gojita dingo, so 3 levi noze. Той flamingo rozov pije samo boza. Jade mušički troški i šije obleka za voški. Od utroto se krije i do pladne spije. Perduvite si gi mije, samo dožd koga lije. Той розов flamingo, što na polno kvika bingo, vljuben evo jedna čudna ptica, što stoji na violinska žica. Milno ja gleda i pesni i kroji, minutite beznea ne gini broji. Štom tamo dživne, te sakam, isčeznuva seta njegova maka. Любовь – это все, что у нас есть. И только любовью мы можем помочь друг другу. Ljubezen je vse, kar imamo in samo z ljubeznijo lahko pomagamo drug drugemu. Еврипид. Любовь – самая недоступная стань человеческой жизни. Только ею, только любовью держится и движется жизнь. Ljubezen je najmanj dostopna izmed skrivnosti človeškega življenja. Zgolj in samo ljubezen drži svet in ga premika naprej. Ivan je Turgenev. Любовь побеждает страх. Ljubezen vedno premaga strah. Апостол Янес. Любовь превозмогает все. Ljubezen premaga vse. Любви всегда мало. Ее нельзя добиться силой. Ljubezni je vedno premalo. Ni je mogoče dobiti na silo. Viktor Hugo. Не быть любимым всего лишь неудача. Не любить – вот несчастье. Biti neljubljen je vendarle prava smola. Ne ljubiti, v tem pa je prava nesreča. Albert Camus. Не любить, не любовь. Это что? Не любите, не любезен. Le kaj je to? Это то, чего вдруг становится слишком много. А когда на любви в мире слишком много, случаются войны. Je tisto, česar na svetu naenkrat postane preveč. Toda, ko je neljubezni na svetu preveč, se začenjajo vojne. Бывает, что простые, искренние слова понятнее каждому, мелодия, идущая от души, способны растопить даже самые камни сердца и поселить в них любовь. Včasih lahko iskrene, preproste, vsem razumljive besede in melodija, ki prihaja iz srca, omehčajo še tako trda srca in v njih vzbudijo ljubezen. Мы расскажем вам историю одной песни, которая в 60-е годы прошлого века совершила такое чудо. Она облетела весь мир. Ее перевели на 150 языков и пели на многотысячных антивоенных митингах в США и Африке, в Германии, Латинской Америке и в России. Predstavili vam bomo zgodbo pesmi, ki je v 60-ih letih prejšnjega stoletja uspel pravi čudež. Obšla je ves svet. Prevedli so jo v 150 jezikov in jo prepevali na protivojnih protestih po vsem svetu. V ZDA, Afriki, Nemčiji, Latinski Ameriki in v Rusiji. Это знаменитая Where Have All the Flowers Gone? Ее написал Пит Сигар, легенда американского фольк-рока. Песня стала символом молодежного протеста против войны во Вьетнаме. Gre za znamenito pesem, ki jo je napisal Pete Seeger, legenda ameriškega folk rocka. Pesem je postala simbol protesta mladih proti vietnamski vojni. Но мало кто знает, что американского певца и композитора вдохновили слова казачьей песни, которые приводит Михаил Шолохов в начале своего романа «Тихий дом». Le malo kdo ve, da so ameriškega pevca in skladatelja navdihnile besede kozaške pesmi, ki jih je Mihail Šolohov zapisal na začetku svojega romana Tihi dom.
В 50-е годы роман перевели на английский, и, читая его, Сигар запомнил несколько строк народной песни. Roman so v 50 letih prevedli v angleščino, med branjem pa si je Siger zapomnil nekaj verzov te ljudske pesmi. Айдеш камыш, Девки выжили, айдеш девки, девки замуж вышли, айдеш казаки. на войну пошли. Kje pa je Trsje? Deklice so ga pobrale. Kje pa so deklice? Deklice so se omožile. Kje pa so kozaki? Odšli so v vojno. В романе эта песня имеет символическую роль. Говорит о неумолимости, быстротечности жизни, служит пророчеством о будущей судьбе героев. V romanu ima pesem simbolno vlogo. Govori o neusmiljenosti, minljivosti življenja in preroško napoveduje usodo junakov. У Пита Сигера этот фольклорный смысл расширился. Взяв за основу сюжеты жизни казаков, он наполнил его конкретными ассоциациями, понятными современникам. Pete Seeger je ta folklorni motiv razširil. Prizore življenja kozakov je napolnil s konkretnimi asociacijami, ki so bile razumljive njegovim sodobnikom. Вместо камышей у Сигера цветы, а вместо казаков солдаты. Но форма диалога в песне сохранилась. Seeger je namesto trsja uporabil rože, namesto kozakov vojake. Oblika dialoga pa se je v pesmi ohranila. В 1964 году, собираясь на гастроли в СССР, Сигар послал ноты своей песни Михаилу Шолохову. Они сохранились в архиве Нобелевского лауреата по литературе, хотя встреча их так и не состоялась. Leta 1964, ko je bil na turneji v Sovjetski zvezi, je Siger poslal partituro svoje pesmi Šolohov. Hranijo jo v arhivu Nobelovega nagrajenca za literaturo, čeprav se umetnika nikoli nista srečala. Среди самых известных исполнителей этой песни были The Kingston Trio, Joan Baez и Roy Orbison. Med najbolj znanimi izvajalci pesmi so The Kingston Trio, Joan Baez in Roy Orbison. На немецком ее спела знаменитая Марлен Дитрих, что еще добавило популярности песне, которая неизменно звучала в концертах певицы по всему миру. Песня также звучала в таких фильмах, как «Форест Гамп» и в сериале «Коломбо». V nemščini jo je izvajala znamenita Marlene Dietrich, kar je pripomoglo k še večji priljubljenosti pesmi, ki je odmevala na vseh koncertih po vsem svetu. Pesem so uporabili tudi v filmih, kot je Forrest Gump in v seriji Columbo. В 70-е годы ее спела на русском Жанна Бичевская. Так песня вернулась в Россию. V 70-ih letih jo je v ruščini zapela Žana Bičevskaja. Tako se je pesem vrnila v Rusijo. Ее не раз переводили на русский. В последнее время песня вновь обретает популярность. Мы вам споем ее в своем переводе. V ruščino so jo prevajali večkrat, v zadnjem času pa ponovno pridobiva na priljubljenosti. Zapeli vam jo bomo v svojem prevodu. Где цветы, да не ответ, где они остались, где цветы, да не ответ, что произошло, где цветы, да не ответ, девушки сорвали, и вот их нет, когда же все это поймут, когда же все девушки, где дай ответ, где они остались? Девушки, где дай ответ, где теперь живут? Девушки, где дай ответ, вышли замуж и вот их нет. Когда же все это поймут, когда же все где мужья их дай ответ, где они остались? А где мужья их
мужья их дай ответ. Ушли в солдаты и вот их нет. Когда же все это поймут, когда же все поймут. Где солдаты, дай ответ, где они остались? Где солдаты, дай ответ, ведь их так ждут. Где солдаты, дай ответ, Легли в могилу и вот их нет. когда же все это поймут, когда они поймут. Где могилы, дай ответ, где они остались? Где могилы, дай ответ, где слезы льют? Где могилы, дай ответ. Цветами стали и вот их нет. Когда же все это поймут, когда же мы поймем? Зажгли все ружице, жидов дотыка. Там зажгли все ружице, минула лета. Там зажгли все ружице, Побрали своих теклице. дай Бог мой свидели, дай Бог мой свидели. Да будет на свете мир и любовь. Спасибо. Zašiel som pozrieť v slovenskej zemi, ohúril ma vietor, krása i ženy. Potôčik Tatranský, hory a lesy, hľadám ťa, má milá, pýtam sa, kde si. Tistega dne se nas je tam znašlo 6. Zunaj so parno, vse pomanjkljivo oblečene, na licih imamo rdečico, kot da bi želele svojim videzom spominjati na cvetočo majsko naravo. Govori se, maj, čas ljubezni. Toda v resnici so s ljubeznijo same težave. Tako zelo, da zaradi nje vsaka sodobna ženska konča na terapiji. Dobar dan, vidim, da berete mojo knjigo. Jaz sem Hana. V vaših rokah pa je moja knjiga, za koho ist. To ne more biti naključje. Jaz sem Božena. In vi ste Marina? Jaz sladke tužbi pokrase, spjevam peknoto v načeni, a v tomto duše moje ohlase, svet moj je celi zavrani. Z visosti tatjer ona mi svijeti, ona mi z ognjov nebeskih leti, ona mi sveti bohinja, ona mi kiva zo što životov, no centrom, živlom, nebom, jednotou, kras mojih, moja Marina. Da, to sem jaz. Dievčatá slovenské ženy, ste také krásne, až očiam neverím. Slovenské dievčatá, slovenské ženy, povedzte, prečo som z vás pobláznený. Prišla sem ravno takrat, ko so recitirali Marino in se smejali. Kdo ne bi videl, da gre za najbolj znano slovaško ljubezensko pesem. Pesnik Andrej Sladkovič jo je napisal za Marino Pišlovo.
Me veseli. Da, to sem jaz. Kriva. Sem ženska, muza, neizpolnjena ljubezen. Popolnoma drugača od osebe, kot jo opisuje ta knjiga. In vi? Predstavila se je kot Zora in prisedla. Takrat je vstopila še ena, ki se je nosila kot kraljica. In za njo je pridrvela še ena, zvezda. Slovenské devy, hlboká duša, brunetá blondína, aj tá ma skúša. Neverím, v čo vidím, každá je krajšia, na čo sa otáčať, už ide ďalšia. Hrdé na srdci a úsmev s pohárom vína, jeden Janošík na vás spomína. A tak sa vraciam k Tatranským vrchom, tu je to miesto, kde cit vo mne zbúrkol. Oprostite, še niso poklicali ga mojega imena, gotovo so me že klicali, vedno zamujam. Sem igralka, Ana Jurkovičkova. Naročena sem za ob 10. In kje je prostor za plemstvo? Kakšen problem imate? Sem kraljica. Mislim, da je imela v misli psihološki vidik. Zakaj ste tukaj? Premlado so me poročili. Gospe, kaj ne bi šla lepo po vrsti? Jaz prva. Barbara Celska, Slovenka, poročena s kraljem Sigismundom Luksemburškim, ko mi je bilo 13 let. Kraljica Ogrske, poznaje tudi Češke in Nemškega cesarstva. Barbara je bila očarljiva, samozavestna in se je rada zabavala. Zamajala je predstave o pasivni srednjeveški kraljici. Širile so se klevete, da je imela ljubimce. Po moževi smrti je grozil zapor, za las se je rešila s pobegom. Kriva sem v vseh točkah obtožnice, toda Sigismunda sem ljubila. Lahko bi ji bil oče. Zdaj sem jaz na vrsti. Ana Jurkovičova, žena Jozefa Miloslava Hurbana, uglednega slovaškega voditelja med narodnim preporodom in revolucijo v letih 1848-49. Mati Svetozarja Hurbana Vajenskega, še nepomembne osebnosti, paradoksalno zelo tradicionalistične in konzervativne. In upala sem si biti prva slovaška igralka, čeprav le ljubiteljsko. Saj veste, kaj se je takrat na Slovaškem šepetalo o nas in se bo še skoraj 100 let. Igralka je kurba. Toda Hurban vas je imel neizmerno rad. Pisal vam je takšno pisma. Ja teraz cítim, že nie možno druhému tak milovať, ak ja ľubím teba. A keď si spomeniem na všetko predošlé žitie, teda vidím, že láska naša nezahynie ani tu, ani vo večnosti. Na našej láske naučí sa slován lásky novej, nevidianej. Ľubím ťa, Anička moja, ako žiaden muž minulých vekov neľúbil ženu svoju, a ako ľúbiť bude iba budúci Slován ženu svoju. Lepo. Če je to le v zasebnih pismih, moje ime je tako slavno, da nihče mojega priimka ne pozna. Geržova, rojena Pišlova, običajna ženska iz mesa in krvi. Zaradi pesmi Andreja Sladkoviča se mene, prave Marine, nihče ne spomni. Njen mož je bil let star Gerža, bil je precej ljubosumen na Sladkoviča. Na Marino je bila ljubosumna tudi Sladkovičeva žena, Antonija, s katero je imel 3 otroke in ki se je zaradi Marine nihče več ne spominja. Še ko jo je zaprosil za roko, je menda recitiral verze iz Marine. Oh, ti moški, o njih sem najraje pisala. Moja prva kratka zgodba Za koho ist je bila objavljena pod pseudonimom Timrava. Božena Slančikova Timrava, ena najznamenitejših slovaških pisateljic. S svojimi deli je bila korak pred drugimi. Oklicali so jo za slovaško Jane Austen. Z njenim prihodom je v slovaški literaturi zavel veter sprememb. Brez sentimentalnosti in idealov, a smislom za humor je neusmiljeno upodobila človeka. Božena je preblara vse, kar ji je prišlo pod roke. Skupaj s sorojenci je veliko ustvarjala in pisala. Bila je tiha opazovalka,
Z ljudmi se ni veliko pogovarjala, pri svojem delu je bila zelo kritična in stroga do sebe. Imela je snubce, vendar je vse življenje ostala samska. Skoraj nihče ni poznal njenega zasebnega življenja in ostalo je skrivnost. Poročila se je z jezikom in njena družina so bili glavni liki njenih zgodb. V času svojega življenja ni dosegla statusa poklicne pisateljice, zato se je preživljala kot varuška otrok. Pogosto je pisala o ljubezni, vendar na realističen in celo ciničen način. In o zaostalosti podeželja in moških, ki so bili pijanci ali suroveži. Nisem bila edini kritičen glas proti do takrat edini sprejeti dvojni vlogi ženske, žene in matere. Kot da sem bila neizpolnjena samo zato, ker se nisem poročila in nisem imela otrok. Kot da naš spol ne bi bil primeren za kaj več. Kaj ne, Hana? Hana Gregorova, žena uglednega pisatelja Jozefa Gregoja Tajovskega. Prva slovaška feministka. Že od malih nog bistra, radovedna, zatopljena v knjige. Kot deklica ni mogla hoditi v šolo, zato je vse nadoknadila s samostojnim učenjem. Hrepenela je po velikem življenju, da bi postala nekdo. Sanjala je, da bo po njo prišel nek izobraženec in da bo končno lahko študirala. Ko jo je pisatelj Tajovski zaprosil za roko, mu je odgovorila: poročila se bom z vami, da bom lahko živela intelektualno življenje in ker ste pisatelj. Moja odkritost, neposrednost in kritičnost je bila za ljudi žaljiva. Vendar so bile moje zahteve precej blage. Vse, kar sem zahtevala, so bile enake možnosti za ženske, da lahko študirajo, delajo in svobodno odločajo o svoji prihodnosti. Je bilo to preveč? Feministična prizadevanja v mojem času so bila sprejeta z velikim odporom. Eden od nacionalistov, Aničkin sin Vajanski, je celo pljunil proti meni in prezirljivo rekel: Fuj, baba, femina! Na srečo me je moj mož Jozef podpiral. Kot je tvoj, Zora? Ste vi Zora Jesenska, ugledna prevajalka in glavna urednica prve ženske revije Živena? Da, me veseli. Prevajala sem, dokler mi je komunistični režim to dovoljeval. Že od začetka sem bila trn v peti zaradi svojih men. Novinarja Jana Roznerja so poslali, da bi se spravil name in napisal kritiko mojih prevodov. A imeli so smolo, saj se v vas zaljubil. Ha, jaz sem bila pri 13 že poročena. Toda 13 let mlajši moški, to so morale biti govorice. Res je. Ko sva se poročila, sem bila stara 40 let. Bil je prijazen človek, skupaj sva prevajala iz angleščine in nemščine, na primer Shakespearea, dokler sem lahko. Zora je zaradi svojih kritičnih stališč do komunistične partije postala nezaželena oseba. Založniki niso smeli sodelovati z njo, njeni prevodi so bili naslednjih 20 let zaprti v trezorju, kar je onemogočilo njena vseživljenjska prizadevanja. Saj se je jezik razvijal, njeni prevodi pa so medtem zastarali. Zori je bilo prepovedano obstajati. To jo je uničilo. Umrla je nagle smrti zaradi levkemije. Potem se ni več kaj dosti zgodilo. Vsaka od nas se je vrnila v svoj svet, saj nas je čakalo srečanje s terapevtom. Da bi razumele naše rane, tiste, zaradi katerih in kljub katerim smo postale to,
kar smo. Razkošje, ki smo si ga lahko privoščili le v tej predstavi. Kako poživljajoče je bilo po skoraj 600 letih s terapeutom govoriti o svoji ljubezni. Ne samo o ljubezni, o sebi, o svojih željah, sanjah in razočaranjih. O tem, kako je bilo biti ženska v našem času. Tudi o tem, da je bilo to, da smo ljubile ali ne, vedno predmet zanimanja nekoga drugega, kar se skozi stoletja ni tako zelo spremenilo. In kako kratko je bilo vse skupaj. Hvaležna sem, da mi tokrat ni bilo treba biti tiho. Hvala za to dragocenno srečanje, drage dame. Nasvidenje. V obdobju izolacije zaradi pandemije se študentke in študenti primerjalnega slovanskega jezikoslovja nismo srečevali pri prevajanju iz stare cerkvene slovanščine. Namesto prevajanja smo se odločili za bolj etnografsko nalogo in sicer zbiranje podatkov o poročnih običajih po slovanskih deželah, odkoder smo doma. Iz tega dela je nastala zanimiva in izčrpna zbirka gradiva. Ugotovili smo, da imajo poročni običaji v naših deželah nekatere skupne elemente, ki so univerzalni po celem svetu, nekatere, ki so samo slovanski, druge pa, ki se od kraja do kraja razlikujejo, ker so se razvijali kot posledica stika z drugimi sosednjimi, tudi neslovanskimi narodi. Zanimivo je tudi, kako so se stari poganski običaji, katerih namen je bil poskrbeti za plodnost, srečo in bogastvo mladega para, postopoma pomešali s krščanskimi in muslimanskimi. Pregled izbranih elementov iz poročnih običajev po slovanskih deželah bomo začeli v Sloveniji, saj so nam ti običaji najbolj domači. Tako kot v Sloveniji je tudi v drugih deželah navada, da krenejo ženinovi svatje z ženinovega doma in grejo k nevestinemu domu po nevesto. Tam si ženin mora odkupiti nevesto od njenih svatov, ki ženinu postavljajo tako imenovano šrango, odkupnino z raznimi preizkušnjami. Po uspešno opravljenih nalogah ženin končno dobi nevesto in nato se vsi v sprevodu odpravijo na kraj poročnega obreda. Nekoč se je sprevod pomikal proti cerkvi po točno določenem zaporedju. Na čelo procesije je hodil izbrani zastavonoša, za njim ženin in nevesta s pričama, sledili pa so starši in ostali. Svatje so med potjo vriskali in streljali, spremljali so jih tudi lahko godci. Danes je ta sprevod avtomobilski. Svatje hupajo in spremljajo mladoporočenca na poti do prizorišča poroke. Sprevod z nevestinega doma do cerkve je motiv, ki se pojavlja v vseh sledečih opisih poročnih običajev. Tako kot prej slovenska, je tudi medžimurska poročna povorka imela zastavonošo z državno zastavo in tudi slavnostno spremstvo. Tako imenovani katani oziroma kaprani so imeli vlogo ženinove osebne straže. Prvotno so bili na konjih in so nosili sablje. Pomemben element svatbe so bila tako imenovana spričovaja. To so slavnostni govori, ki so se odvijali pred vsakim pomembnejšim dejanjem v poroki. Torej pred odhodom po ženina oziroma nevesto, pred odhodom v cerkev, pred vrnitvijo iz cerkve, pred prvim plesom, ob prihodu določenih jedi na mizo in tako naprej. Ti slavnostni govori so vsebovali svetopisemske podobe ter njihove ljudske interpretacije. Pogosto so bili zabavne narave ter v rimah. Zanje je bil zadolžen tako imenovani kapeton. To je lahko bil kdo izmed gostov ali pa tudi zunanji človek, ki je bil potem za to plačan. Svatje so na poroko tradicionalno prinesli lastno pecivo. Gospodinje so pri tem tekmovale, katera bo prinesla več oziroma boljše pecivo. Posebnost tradicionalnih medžimurskih porok je, da sta se svatbi odvijali ločeno, posebej pri ženinovi in posebej pri nevestini družini. Med slavjem so gostje hodili na obisk od ene hiše k drugi.
Danes so poročni običaji tudi v Medžimurju revnejši. Že Florian Andrašec, zbiratelj etnografskega gradiva z prve polovice 20. stoletja, je pisal, da poročni običaji niso več to, kar so bili nekdaj. Spričavanja, če sploh je danes veliko manj. Katanov ni več, oziroma so samo malo bolje oblečeni od ostalih, brez konj in sablje. Še vedno pa v poročni povorki nosijo zastavo. Tudi pri srbskih porokah je v sprevodu, ki gre iz ženinove do nevestine hiše, prisotna zastava. Ko se vsi svatje zberejo pri ženinu, se na ukaz starega svata vsi odpravijo proti nevestinemu domu. Prvi v vrsti so barjaktarji, za njimi stari svat ali starojko, poročna priča ali kum, vojvoda ali čavš, tast oziroma ženinov oče in sam ženin, za njimi pa vsi ostali. Barjaktar je fant, ki nosi zastavo. Stari svat je brat ženinove matere. Ženinova mati na predporočni dan določi za starega svata svojega brata ali pa drugega moškega krvnega sorodnika, če nima bratov. Vojvoda je eden od zetov z ženinove strani in ima nalogo, da skrbi za dobro počutje svatov. Ko pridejo vsi do nevestinega doma, jim tam ne spustijo takoj na dvorišče. Predtem mora ženin sestreliti jabolko, ki so ga nevestini domači postavili na leseni steber ali drevo. Tradicionalna srbska poroka traja še danes 2 do 3 dni. Po poroki in svadbi sledi prihod mladoporočencev v novi dom. O prihodu v novi dom mora nevesta opraviti ritual, ki mu pravijo nakonče. Svojega zdaj že moža mora poljubiti, dvigniti, 3-krat obrniti in mu podariti srajco. Potem nevesta vzame sito, v katerem so pšenica, riž in jabolko. Pšenico potrosi na vse 4 strani neba, jabolko vrže sebi za hrbet, sito pa na streho. Če sito ostane na strehi, pomeni, da bo nevesta ostala v hiši. Obred odhoda iz ženinove hiše po nevesto je podoben tudi v Makedoniji. Poročni obredi se začnejo zjutraj, ko pridajo kum, dever in starosvat, ženinu domov s svojimi družinami. Potem pridejo tudi ostali najbližji sorodniki ženina. Kum je v makedonski pravoslavni tradiciji poročna priča in bo kasneje tudi krstni boter otroka mladoporočencev. Dever je svak, torej možev brat ali pa njegov bližnji prijatelj. Starosvat je druga poročna priča. Na dvorišču pri ženinu je glasbena skupina, ki poje posebno pesem za vsakega pomembnejšega gosta. S tem gostitelji priredijo gostom srčno dobrodošlico. V hiši je postavljena miza s pojedino, kjer gostje jejo, pijejo in se veselijo. Preden se odpravijo k nevesti, ima vsak izmed prisotnih moških nalogo, da simbolično obrije ženina sekiro. Ta običaj je povezan z iniciacijo ženina in pomeni, da je on odrasel in pripravljen vstopiti v zakonsko zvezo. Potem se odpravijo k nevesti. V sprevodu je bajraktar, zastavonoša, ki nosi makedonsko zastavo, ki je v priliki okrašena kot svadbarski bajrak z baziliko, jabolkom in maramo oziroma rutico. Drugi zanimiv makedonski običaj je izhod skozi vrata nevestine hiše. Na prag hiše se postavi kozarec vode, ki ga mora nevesta z nogo poriniti in ga razbiti. Ta običaj je povezan z odhodom neveste od svojega doma in vstopom v hišo svojega moža. Prag je pravzaprav prispodoba meje med 2 različnima svetovama. Ko nevesta stopi na dvorišče, glasbeniki začnejo peti pesem o nevesti, nevesta pa vodi kolo. Temu kolu se reče nevestinsko kolo. To je zadnji ples, ki ga nevesta pleše v hiši svojih staršev. Na to gredo vsi zbrani v cerkev. Če zapustimo slovanski jug in se odpravimo proti zahodu in sicer na Slovaško, tudi tu srečamo običaj, ki je značilen prav za vse poroke. To je ženino odkup neveste. Na Slovaškem je bilo včasih zelo pestro oblačenje neveste na poročni dan. Samsko dekle, kar je nevesta bila do tistega dne, se je od poročene ženske razlikovalo po okraskih na glavi. Parta ali venec različnih oblik, okrašen z blagom, čipkami, bleščicami in biseri, iz katerega so zadaj viseli barvni trakovi in pentlje, je bil znak devištva. Pod parto je imela nevesta lase razpuščene ali spletene v 1 ali 2 tesni kiti iz 2 ali celo 12 pramenov las.
Belino nevestine obleke so popestrili še barvni deli, med katerimi je bila vedno tudi rdeča barva, ki je nevesto varovala pred čarovnijami in uroki. Nevesta je na sebi morala imeti tudi nekaj izposojenega, naprimer plašč, parto ali drugi del oblačila. Oblačenje neveste je bil poseben obred s točno določenimi postopki. To nalogo so prevzele starejše ženske, ki so znale pravilno namestiti parto. Nevesta je morala med oblačenjem stati na široki leseni posodi šafli, zato da bi kmalu tudi ona postala tako široka, torej da bi bila plodna in čim prej imela otroka. Po cerkvenem obredu cela poročna povorka veselo in hrupno odide v ženinovo hišo. Pred vstopom v hišo čaka mladi par dobrodošlica. Kruh in med ali sladkor, včasih sol. Slovaški običaj je tudi razbijanje krožnika pred vstopom mladega para na svadbo. Mladoporočenca morata črepinje pomesti kot preizkus spretnosti in medsebojnega sodelovanja, hkrati te črepinje prinašajo srečo. Svatje jima nagajajo in pometene črepinje nekajkrat spet razmečajo naokrog. Ponekod se tudi govori, da število kosov črepin, ki jih par ni pometel, napoveduje število bodočih otrok. Elementa sprejema s kruhom in soljo ter nevestina pričeska v obliki kite se pojavljata tudi na Poljskem. Včasih so bile poroke v Lublinu in po celi Poljski dogovor med družinami. Pomembni deli poročnega obredja v širšem smislu so bili zmovine, to je dogovarjanje in pregovarjanje med družinami glede premoženja, ter zarenčine, torej zaroke, ki so bile javna potrditev tega dogovora. Danes ni več tako. Zaročenca se za zaroko odločita sama, še vedno pa pri poročnih slavjih veljajo nekateri stari običaji. Na dan poroke se ženin pelje do mladenke s starši in družinskimi člani. Na poti ga čakajo svatje, gostje, sosedi in ga ustavljajo. Na cesti delajo zapore, tako imenovane brame, pri katerih mora ženin plačati, ponavadi z vodko, da ga spustijo naprej. Na poti proti cerkvi se spet delajo zapore. V cerkvi starši sprejmejo ženina in nevesto s kruhom in soljo, pogosto pa tudi z vodko. Eden izmed zanimivih običajev ljublinske svadbe se je imenoval rozplečine ali ostřežine. To je stari obred rezanja kite nevesti, ki se je kasneje preoblikoval tako, da so nevesti kito samo razpletli. Rezanje oziroma razpletanje sta priprava za naslednji obred, imenovan očepine. S tem obredom se spremenijo okraski na nevestini glavi. Nevesti snamejo tančico in ji na glavo nadenejo ruto ali albo, ki se ji reče čepek, in jo nadenejo druge poročene ženske. In s tem je našega pregleda izbranih elementov o poročnih običajih po slovanskih deželah, iz katerih smo doma, konec. Gradivo o porokah smo zbirali študentke in študenti študijskega programa Primerjalno slovansko jezikoslovje Elžbieta Čuba-Kirinčič, Maja Jančar, Neža Kočnik, Veronika Lisjak, Emilija Neškovska, Nina Pahor, Maja Roter, Alica Ternova, Aleksandar Trifunovič. Hvala, da ste nam prisluhnili. Renesans, czyli złoty wiek kultury polskiej. Renesansa ali zlata doba polske kulture je oznaka za pestro kulturno življenje v 16. stoletju. Če moja pomoč ti ni v prid, ko v mrežo zverjat greš lovit, če res več ne veš, kam z menoj, naj vodim vsaj vse za teboj. Goščava in glogov mi plod za manj zagrajuje ta pot. Poletje in sneg, kadar bo, s teboj bom prestala lahko. Zatorej pa, lovček ti moj, povrni se spet na dom svoj, saj meni ne bo nič težko obiti za tabo zemljo. Komu rože sem nabirat šla, komu sem jih v venček spletala, tebi le, nikomur drugemu, le ti drag si srcu mojemu. Dej mi zdaj na lepo si glavo, moje razcvetelo delo to, mene pa privisi na srce, le z menoj naj tvoje so želje. Naj ne pride nikdar tisti dan, ko bi iz mojih misli bil pregnan. Ne pozabim te še v svojem snu, spim, pa zmeraj mislim, da si tu. Upam pa, da tudi ti lahko
Kot jaz tebe, ljubiš me srčno, mojih srčnih nagnjenj ne hromiš, ampak tudi sam si me želiš. Tega zatajiti ni mi moč, kar mi vžiga v srcu ogenj vroč. Vsi okrog z vestotu vame zro in razumejo, kaj je lepo. Sestre ve, pri Bogu vas rotim, naj za vse to krivde ne trpim. Ne ranite me z jezikom tam, kjer največjo v srcu skrb imam. Vsako drugo škodo pa lahko sprejmem nase vdano in srčno. Le kdor mi v ljubezni zlo stori, ve komaj na duši naj trpi. Joj, punce, medve sva bile pa danes po celem Sarajevu, sploh ne čutim več nog. Najprej sva šle do Igmana, a veste tam, kaj je bila olimpijada, no? Igmanski marš je bil na minus 32 stopinjah, ti pa na plus 32. Ne, pa res ni bilo tako slabo, no. Saj sva šli vmes še na kosilo, en siroburek, pa Brita je 1,5. Ej, daj, ne govor siroburek, ker bo nekdo prišel, ti bo rekel, burek je samo mesni, vse ostalo je pita, sirnica, okej? Čakaj, kako pol pet? Česa pol? Kako? Ja, pač 5 čevapčičev, ne, je v polovici lepinje. Ja. No, saj pol po malci smo šli pa še do izvira reka Bosne, malo smo se hladili, pa pol še do Trbeviča na en tak kratek hajk. Gledaj jih s Portažice. No, in kje ste bile ve?
Medve smo šli čisto drugačno pot, so se šli prepričati, zakaj Sarajevo velja za evropski Jeruzalem. Ja, smo šli najprej do katoliške katedrale Srca Isusova, potem do nove pravoslavne cerkve, potem smo šli do Miljacke, do Brega, smo šli pogledati Sarajevsko sinagogo, potem do stare pravoslavne cerkve in na koncu še do Husrevbegove džamije. Lahko gremo tudi skupaj pogledati, ker je sam minutko stran. Sta bile pridne. Lahko greste z menoj potem do deželnega muzeja. Tam hranijo sarajevsko Hagado. Hagada? Kaj je že to? To smo se na južnoslovanskih učili, a se spomniš? Pri družbah in kulturah, ko smo zgodovino obravnavali, to je kodeks, rokopis, ki so ga iz Španije prinesli sefardi. Ja, Judje, ki so jih pregnali iz Španije, ja, in govorijo ladino. To je tisti miks hebrejščine, španščine in arabščine. No, punce, jaz sem pa imela danes tako zgodovinsko obarvan dan. Prvo sem šla do Sarajevske vječnice, to je mestna hiša. Pol pa še do Latinske čuprije. Veste, tam, kjer je Gavrilo Princip ubil avstro-ogrskega prestola naslednika Franca Ferdinanda. To je bilo pol tudi povod za Prvo svetovno vojno. Ko smo že ravno pri tem, a veste, da je letos 30-letnica obleganja Sarajeva? Točno! A si šla pogledat tunel? Kakšen tunel? Tunel, ratni tunel, tunel spasa. Ali pa tunel, ki ga niso mu tudi rekli, zaradi tega, ker je bilo to za časa obleganja v bistvu največja skrivnost. To je bil ta tunel, preko katerega so prenašali hrano in orožje v Sarajevo, tako da ful velika skrivnost. In zdaj je tam en muzejček, ampak še bolj se te pa dotakne en drugi muzej, in sicer muzej zločinov proti človeštvu in genocida. Res mislim, da bi ga mogel vsak pogledati. A ste videli, ko smo hodile po Baščarši, tam, ko so med vojno padale granate, je zdaj narisana na tleh razlita kri, a ste videli? Jaz sem se že spraševala, kaj je to. Naj se te grozote res pač nikoli več ne ponovijo, ne? Samo da rata ne bude. Punce, čin na Sarajevo. Čin. A ni en komad Sarajevo, ljubavi moja? A ni? Ja, točno. Odkudaj že? Kemal. Kemal Monteno, tako je. Ajde, punce, en komad za Sarajevo. Zajedno smo rasli, grade ja i ti, isto plavo nebo poklonio nam stil. Ispod Trebevića sanjali smo sne, ko će brže rasti, ko će ljepši biti. Ti si bio velika, rodio se ja, Sigmana uz osmijeh slao si mi san. Dječak koji raste, zavolio te tad, ostao je ovdje, vezan za svoj grad. Bilo gdje da krenemo, tebi sanjam, putevi me svi tebi vode. Čekam s nekom čežnjom na svjetla tvoja, Sarajevo, ljubavi moja. Pjesme svoje imaš i ja ih pevam, želim da ti kažem šta sanjam. Radosti su moje i sreća tvoja, Sarajevo, ljubavi moja. Kada prođu zime i dođe lijepi maj, djevojke su ljepše, ljubavi im daj. Šetalište tamno, uzdasima zri, neke oči plave, neke riječi nježne. Sad je dječak čovjeka, zima pokri brijeg, parti kosa bijeli, a lotići će snijeg. Ili će i mladost, ispunit će tad, Sarajevo moje, jedini moj grad. Bilo gdje da krenemo, tebi sanjam, putevi me svi tebi vode. Čekam s nekom čežnjom na svjetla tvoja,
Tudi vi znate kakšno zapet, mogoče kakšno o ljubezni? Ja? Dajmo eno, ajde, en aplavz. Imamo nas, ne moramo nas naučiti. Thank you.
Hvala vam, mi bi zelo rade še peli, ampak imamo še nastop v Vodnikovi domačiji, ker imajo promocije knjig o Sarajevu, 2 knjigi, tako da ob 8 moramo biti v Vodnikovi domačiji. Hvala vam. Takole, za zaključek predlagam še en aplavz za vse nastopajoče in za slavistiko. Če je Liberak odzvenel v svoju obletnic, imamo tudi na slavistiki 3 razloge, da danes nazdravimo. In sicer 100-letnici češkega lektorata, 50-letnici makedonistike in 20-letnici izmenjevalnega hrvaškega lektorata. Povabljeni, miza vabi in prijeten večer še naprej.